Viva podcast za višjo kakovost življenja. V današnji epizodi Vivinega podcasta se vračamo k začetkom, torej k ideji, ki je glas pacientov postavila v ospredje in k vprašanju, zakaj ima akcija Moj zdravnik še danes takšno težo. Skozi arhiv spomine in današnje poglede na izbor se sprašujemo, zakaj nekatere zgodbe preživijo čas. V uvodniku revije Viva, v kateri je bila akcija prvič predstavljena, je takratni urednik Gorazd Suhadolnik napovedal prihodnost računalniške diagnostike, algoritmov in robotike. Hkrati pa je zastavil tudi še danes aktualno vprašanje. Ali lahko medicina brez pristnega človeškega odnosa sploh izpolni svoje poslanstvo? To so bili še pred internetni časi, ne? In je bilo vsaj ta prva glasovanja še niso bila elektronska in smo bili pač tako veseli, ko smo videli, da je odziv, ne? Ker je vseeno to terjalo nek angažma od bralcev, pač da so izpolnili tisti vprašalnik, za katerega zdravnika glasujejo, poslali in je bil dober odziv, kar je tako pomenilo, da so tako bralci zainteresirani za ta nek neposrednejši stik z zdravniki, ki so takrat, to je bilo tudi čas, ko so se prve zasebne prakse postavljale in da so zainteresirani za ta stik z zdravniki, obenem so pa zdravniki, vsaj mogoče bolj te, ki so imeli zasebne prakse, imeli več interes po stiku oziroma komunikaciji z bralci in potencialnimi seveda uporabniki oziroma pacienti, ne. Prva podelitev priznanja je bila skromna, a zelo slovesna. Zdravnikom je priznanje predal takratni predsednik države Milan Kučan, kar je dalo dogodku posebno težo, se spominja Suhadolnik. In jih bilo to v Cankarjevem domu, bilo je tako komorno, ampak jaz se spomnim predvsem tega, da so zdravniki, ki so prejeli ta priznanja, bili zelo veseli tega. In kako se tistega 6. aprila leta 1997 spominja prvi dobitnik naziva Moj zdravnik, specialist splošne medicine Franc Tovak? Ko mi je klicala, že tisto je bilo bumf, kaj je zdaj to, ne? Potem se je vprašal, kaj to bo, pa nič nisem konkretno zvedel, ne? In potem, ko sem prišel v Cankarjev dom v Štihovi dvorani, je bilo, to ne moreš opisati. To so čustva, ki te prevejajo, družina je bila z mano, moja sodelavka, ki je z mano skozi delala od začetka, je bila z mano, in določenih stvari se skoraj ne spomniš. Ne? Spomnim se pač tistega, ko je bil takratni predsednik gospod Kučan, ne? Ko mi je izrekel voščilo, bom rekel, ne? In rekel, veste, jaz ne morem biti vaš pacient, sva majčkeno preveč narazen. In kaj je bilo po Novakovem mnenju tisto, kar mu je prineslo priznanje? Leta 1993 se je začelo opredeljevati za osebne zdravnike. Sovpadale takrat tudi z zaprtjem za ambulante Rudnika Zagorje, ki se je pač preimenovala potem ambulanta splošne medicine. To je bil en vzrok, to drugi vzrok, ki je bil verjetno fluktuacija zdravnikov, ker takrat smo bili v zdravstvenem Zagorju, domu Zagorje samo 3 zdravniki, ki smo bili stalni, to je direktor dr. Grošelj, moja bivša žena pa jaz. In vsa masa ljudi se je obrnila potem leta 1993 na predvsem na ambulanto na Izlakah pri moji bivši ženi in pa pri meni. In se je tako nabralo ogromno številko opredeljenih ljudi. No in potem je prišlo to, verjetno zaradi tega zaupanja, zaradi česa, ne vem, so glasovali zame in sem dobil ta naziv najbolj priljubljenega zdravnika v bistvu, ne. Sam pa jaz nisem bil nič kaj veliko informiran, o tem niti nisem vedel, da se kaj izbira, dokler mi ni potem ona gospa PR-ovka iz revije Viva poklicala, pa mi nakazala, da se bojo začele neke aktivnosti v tem smislu. No.
Še danes, po 45 letih kariere, dela na istem mestu, v isti ambulanti. Pa se je njegov način dela kaj spremenil? Ne, malo drugačen, malo čuden, no, bom rekel. Prav je, nekaj delo. Včeraj sem na ta način govoril z eno pacientko, je rekla, veste, jaz vas imam rada zato, ker me tako naravno spojete. In ne pustite, da kaj veliko okrog filozofiram, ampak zvem v obraz kruto resnico, kakršna koli že je, in jo moram prenesti in jo prebaviti. In očitno meni to odgovarja. Tako da je ta izbira osebnega zdravnika za mene zelo prav prišla, ker nekateri ljudje tega načina dela niso bili navajeni, niso ga prenesli in potem avtomatsko lažeš. In smo bili navadni jaz njim in oni meni, če tako po domače povem. Zdaj so pa ljudje, ki so pri meni, vejo, kakšen je način dela, kako se bom jaz obnašal, kakorkoli se že bom. In kar dobro kompaniramo. In glede na to, da nekateri ljudi poznam dobesedno 45 let, je to tisti prav partnerski odnos v zdravljenju, ki naj bi bil, da on sodeluje, on odgovarja, jaz dajem insinuacije, predloge in je zdravljenje potem uspešnejše, velikrat pa hitrejše vse zlaufa. Zdravniku so pacienti s svojimi glasovi dali priznanje, a hkrati tudi obvezo. Ja, luštno je to biti imenovan kao. Ni to. To, ko dobiš tak naziv in se zavedaš tega naziva, potem imaš tudi večjo obvezo do tega. Imaš večjo odgovornost in so mi dali nekateri vedeti, se izbil, boš ja naredil. In to vzame malo več energije, pa mogoče včasih tudi malo preveč zagona, ki ga ne bilo treba zaradi tega, če imam to v zadju, ta naziv. Takrat je bilo, bom rekel, pol leta, 3/4 leta kar naporno zaradi tega. Poleg tega se je pa veliko število ljudi pol hotel še opredeliti, in je bilo sam večji naval. Zdaj pa z množico raste tudi več dela. To pa, če hočeš dobro delati, ni glih zmerom najboljše. Viva podcast. Nekdanja urednica Vive Vesna Žunič je svojo ekipo kar 2 desetletji soustvarjala to zgodbo. Pod njeno taktirko se je akcija širila na več kategorij in se spreminjala, tako kot se je spreminjal svet okoli nje. Poslanstvo pa je ostalo isto. Brez kakršnih koli zadržkov trdim, da je moj zdravnik praznik človečnosti. Z nabojem in sporočili presega okvire marketinških akcij. Vsako leto znova, torej že nezanemarljivih 30 let opozarja, da bolniki niso nevidni del sistema. Po drugi strani pa izraža njihovo globoko hvaležnost zdravnicam in zdravnikom, ki zdravijo tudi s prijazno besedo, spoštovanjem in razumevanjem. Skozi čas so se družbena merila spreminjala. Menjale so se organizacijske oblike in uvajale sistemske spremembe. Toda v vseh teh letih so bili stalnica ljudje, poudarja Žuničeva. V teh 20 letih, ko sem sodelovala pri Vivini akciji, sem zaznala oziroma začutila, da so ti 100 000 glasov namenjeni zdravnicam in zdravnikom tiha in nevidna sila, ki zmeraj deluje. Neka globoka človeška modrost, ki ve, kaj je dobro in kaj je prav. Tinkara Srnovršnik kot zdravnica pozna realnost poklica, kot nekdanja nagrajenka pa tudi težo priznanja. Z letošnjim letom prevzema vlogo predsednice komisije v akciji Moj zdravnik. Ko danes pacienti glasujejo za svojega zdravnika, ne glasujejo samo za znanje in strokovnost, ker jaz menim, da to že tako in tako pričakujejo. Predvsem odnos je tisti, ki najbolj šteje. Se pravi, da jih zdravnik vidi kot človeka, ne kot diagnozo oziroma številko tisti dan, ko so naročeni.
seveda, da si vzame čas, aktivno posluša, razloži vse na razumljiv način, ne olepšuje v primeru težkih diagnoz, v takih primerih tudi pomiri in seveda ostane dosegljiv tudi takrat, ko je naš sistem preobremenjen. In ženske mi zelo pogosto povedo, da pri nas najbolj cenijo tisti občutek varnosti, dobro organizacijo, spoštovanje in pa seveda tudi zaupanje, da imajo občutek, da smo vedno tam, ko nas potrebujejo. Tako da tukaj mi je res v veselje in v veliko čast, da bom lahko del oziroma na čelu te komisije letošnjega izbora zdravnikov različnih specialnosti leta in se tega resnično veselim. Kako pa akcijo vidi iz osebne izkušnje kot moja ginekologinja leta 2023? Ja, takšno lepo priznanje sem vsekakor doživela predvsem kot najlepšo možno potrditev svojega dosedanjega dela, ker tukaj ne gre za nagrado v tistem klasičnem smislu, ampak res kot tisto eno tiho sporočilo žensk, tako kot delate, je prav. In seveda je pa to prineslo tudi zelo veliko odgovornost in moram pa priznati, da moje delo se potem sicer ni bistveno spremenilo, mi je pa nagrada vsekako potrdila, da spoštovanje in pa tisti odprt odnos z ženskami štejeta največ in jaz mislim, da so najverjetneje to začutile. V preteklih desetletjih so komisijo sestavljali številni priznani zdravniki. Nad letošnjim izborom pa bodo poleg predsednice bdeli še primarika doktorica Karin Sernec, Ivica Flis-Maka, izredni profesor dr. Matjaž Fležar in profesor dr. Igor Švab. Končna beseda pa je seveda v rokah tistih, ki zdravnike poznajo iz prve roke, torej pacientov. Glasovanje za mojega zdravnika se letos začne 2. marca in bo potekalo do 3. maja. Nagrajence bomo razglasili 10. junija. Viva podcast! Kje je akcija Moj zdravnik danes in kaj jo žene naprej? O tem sedanja urednica Andreja Šalamun. Upam si trditi, da je akcija Moj zdravnik tudi po 30 letih izjemno pomembna. Morda danes še bolj kot kadarkoli prej. V času, ko o zdravstvu pogosto govorimo kritično, nam ta akcija pokaže drugo, svetlejšo plat. Pokaže nam predane, srčne zdravstvene delavce, ki jim pacienti zaupajo in jih izberejo s hvaležnostjo. Na ta način se jim zahvalijo in jih nekako nagradijo. Zame osebno in za uredništvo Vive je akcija velika motivacija za delo, saj nam daje priložnost spoznati ljudi, ki v sistem prinašajo ne le strokovnost, ki je osnova, ampak predvsem človečnost in upanje. Takšne zgodbe nam vsem skupaj krepijo in včasih tudi vračajo vero v naš zdravstveni sistem. Zelo sem vesela, da sem del te akcije in prepričana sem, da bo Moj zdravnik potekal še mnoga leta. Tako o akciji kot o delu zdravnikov lahko seveda govorimo na veliko načinov, a verjetno lahko največ povedo tisti, ki so stali na odru. Naše delo nam prinaša poseganje v občutljivo področje človekovega življenja. Prinaša nam veliko izkušenj dragocenih, tudi bolj sivih, manj prijetnih, kadar ne gre vse tako, kot bi si želeli, pa vendar pacientke nam vlivajo upanje. Upanje in tega ni malo. Dajo nam optimizem, lepe trenutke, z njimi se veselimo. To je tisto, kar šteje. V bistvu v zdravstvu res ni prostora za ta ego, ker je vprašati kolega za drugo mnenje, pa sploh za mnenje, kako bi on ukrepal ali kako bi zdravil, kakorkoli se mi ne zdi nič slabega. In to v bistvu tudi je način, s katerim krepimo delovanje v timu, zaupanje v timu in jaz ne vidim v tem nič slabega. Ampak če gre za korist bolnika, je to, se mi zdi, vedno na prvem mestu. Menim, da ni uspešnega zdravljenja brez vzajemnega, spoštljivega in iskrenega odnosa. In na koncu se vračamo k bistvu.
Meni se zdi to priznanje pomembno predvsem zaradi tega, ker prihaja neposredno od ljudi, ki jih zdravstvo najbolj zadeva, se pravi pacientov. In takšna priznanja dajejo glas pacientom in hkrati zdravnikom tudi sporočajo, da so empatija, dostopnost in pa tisti človeški stik, vrednote, ki jih družba še vedno prepoznava in pa ceni. In to priznanje ni nekako merilo uspešnosti zdravstvenega sistema, seštevek nekih, bom rekla, kazalnikov kakovosti, ampak zlasti in predvsem seštevek različnih vidikov kakovosti odnosa med pacientom in pa zdravnikom. In kot že rečeno, daje glas tistim, zaradi katerih zdravstvo pravzaprav sploh obstaja in nas zdravnike tudi hkrati opominja, zakaj smo se za ta poklic v bistvu sploh odločili. Naj bo moj zdravnik opozorilo vsem nam, da potrebujemo več etike, tiste prastare, ki večina zdravnikov sledi že tisočletja. Viva podcast! Hvala, da ste poslušali. Po arhivu akcije Moj zdravnik sem brskala Mateja Jordan, za montažo je poskrbel Maj Štravs.